V Slovenskem narodnem gledališču Maribor so nocoj slovesno odprli 44. Borštnikovo srečanje, osrednji slovenski gledališki festival. Letos ste prevzeli vodenje Borštnikovega srečanja. Kaj se bo spremenilo? Ja, Borštnikovo srečanje upam, da se bo malo odprlo v svet. Že prihodnje leto načrtujem tako imenovan showcase, se pravi revijo, posebno selekcijo, revijo, platformo, kakor hočete, predstav, ki bodo izbrane posebej z mislijo na gostovanje, na tuje gostovanja in bojo tudi predstavljene tuji strokovni publiki, se reče festivalskim direktorjem, selektorjem, programerjem. To je ena reč, ki naj bi bila nova, druga je, da bi rada to ob festivalsko dejavnost simpozijev, pogovorov strokovnih tudi nekoliko internacionalizirala in letos prihaja na festival predsednik Mednarodne zveze gledaliških kritikov iz Koreje, gospod Jun Chul Kim, in z njim se bom dogovorila za mednarodni simpozij izvršnega odbora te mednarodne mreže, v sodelovanju z našo slovensko sekcijo seveda. Potem seveda rada bi, da bi bilo toliko denarja, da bi povabili tudi kakšne tuje predstave. Ja, zaenkrat je to. Kaj prinaša letošnje Borštnikovo srečanje? Kaj prinaša? Kakor vsako leto. Največji praznik slovenskega gledališča, če bi govoril športno, nogometno gledališko ligo prvakov Slovenije, tu se že 40 letja in pol preigrajo še enkrat vse najboljše predstave pretekle sezone. To je tudi, na nek način se pomerijo med seboj slovenski gledališko ustvarjanje in to se mi zdi na nek način osnovno in velika koncentracija pozornosti na slovenski teater, ki ima kaj povedati, je v tem času. Seveda prinaša zmerom kaj novega, jaz se malo na takšna vprašanja tudi jezim, ko me sprašujejo, kaj pa je letos novega. Mi nismo politika ali pa nova vlada, ki nastopi mandat, pa obljublja, kaj bo vse novega. Za nas je važno, da imamo Slovenci svoj nacionalni, odlični slovenski gledališki festival. Seveda, menjale so se celo države, menjali so se politični sistemi in Borštnikovo ne more ustajati na tako, kot je bilo v preteklosti. Letošnji festival seveda prinaša, je tudi doslej, vendar ne tako načrtno, kakor letos, še večje odpiranje v Evropo, že z mislijo na Maribor kot Evropsko prestolnico kulture. Se mi zdi, da je imel župan kar prav, ker v nas videl temelj in garant, da se lahko na te stvari naslonimo. Prinaša vsak večer novo gledališko doživetje, pa če se obrnem, pomeni tudi beg od finančno-gospodarske krize, o kateri vsak večer poslušamo, ki je zagotovo ni povzročila kultura, ampak odsotnost kulture. Gledališče se vedno ukvarja s vprašanjem, kako biti na tem svetu, ne kako imeti. In tudi, če se nič ne bi spreminjalo, že da večer za večerom ponujamo nekaj drugega kot vsak dan, se mi zdi velika dragocenost. Spremembe si pa tako vrstijo, da včasih kar ne moramo slediti. Že v preteklosti in tudi lani imamo, kot veste, mednarodno žirijo, teatrologa iz Italije in kolegico dramaturginjo iz Avstrije in polno spremljevalnih prireditev. Ampak samo da Borštnikovo je in je dobro. Z več kot polurno zamudo je ministrica za kulturo Majda Širca s slavnostnim nagovorom odprla 10-dnevno festivalsko dogajanje. Ni hujšega za družbo, če pozablja na etiko, če pozablja na norme, ki jih je čas in prostor prepoznal. Še več, ki jih je določil kot civilizacijske kode, kjer glavno vlogo igra človek, ne da bi bila njegovo telo in odvisna od kakršnihkoli marionetnih nit. In če kdo, nas prav umetnost in gledališče v njej vedno na novo mora spominjati na to.